Govori se dosti o tem, kaj bi lahko, dobre ideje, slabše ideje, realne ideje, pa tudi ideje, ki so morda izvedljive, ampak na težek način. Vi kot predstavnik tukaj Združene levice, ki tudi obeta veliko, kaj so tiste korenite spremembe oziroma stvari, ki se jih pa res da narediti? Kulturno, izobraževalno, celostno. Glede, jaz moram zopet ponoviti, morda ljudje ne razumejo, da je problem Maribora nekaj let nazaj bil nezaupanje do mestnih oblasti. Mi vemo, kaj se je zgodilo 2 leti nazaj z vstajami, ker je narod pokazal dejansko prezir proti vsej korupciji in klientelizmu. Tu se je pravzaprav začela ta revolucija, spravi revolucija v Sloveniji. Združena levica je tudi nastala na krilih te revolucije. Zdaj, če Maribor gledamo, je to tudi problem. Jaz moram opozoriti na javna podjetja v večinski lasti mesta Maribor. Obračajo 220 milijonov evrov. In tukaj, če mi najdemo tisti dobiček, ki gre morda za neke neetične ali pa klientelistične pogodbe, zdaj seveda ne morem konkretno o imenih govoriti, smo izračunali, da lahko pridemo nekje do 17 milijonov evrov. To je velik kapital, ki ga pa potem mestna občina Maribor mora investirati nazaj v samo mesto. Zdaj, kako to napraviti? Javni holding v obliki, tako kot je v Gracu, in eno tako mini protikorupcijsko komisijo. Reče se temu Center za verodostojno poslovanje. Ampak mi poskušamo to ljudem razložiti, da dejansko gre za nadzor nad cash flow v teh velikih podjetjih. To je ena izmed temeljnih, ključnih elementov našega programa. Ste rekli to, imamo recimo, lahko govorimo o neslavni dobi Maribora. Ja. Pa si mora v bistvu kandidat za župana, morebitno sprejet, v bistvu upati sploh stopiti na to mesto in mogoče spremeniti mišljenje o Mariboru. Pa seveda, vse to je eno izmed pogojev, če kandidira za župana. Kar se tega tiče, jaz nimam nobenih težav, jaz sem ponosen vstajnik bil, ampak zdaj jaz vidim mojo funkcijo, bodoče, karkoli, ker bo tudi v mestnem svetu, upam v tem, da se vstajništvo začne malo na višjem nivoju. Zdaj mi moramo združiti v Mariboru vse tiste, ki so bili vstajniki, pa niso bili vstajniki, pa so morda doma ploskali vstajnikom, ali pa tudi bili proti vstajnikom, za to sinergijo skupaj spraviti v dobro Maribora. Mislim, kar se tega tiče, jaz se ne bojim te funkcije. Torej vstaje podpirate, kaj pa če se vstaje kadarkoli proti vam? Ja, seveda mora podpirati. Združena levica želi uvesti inštitut odpoklica župana in poslanca. To je naš cilj, to je tudi naša zaveza. In jaz sem že na 2 soočenjih vsem mojim protikandidatom dal možnost, da skupaj še pred volitvami podpišemo pismo o nameri, da bomo delovali etično in na novi politični kulturi, se pravi nekoruptivno. Seveda odziva ni, Dobro, eni bi, drugi, ampak to je resna namera. Se pravi, ne glede na to, kdo je župan, ne glede na to, katera politična opcija pride v mestni svet, protikoruptivno delovanje ali pa nekoruptivno delovanje jaz vidim kot bodočnost, recimo Slovenije. Ko bomo to korupcijo zajezili, saj veste, kaj ljudje pravijo, vsi kradejo. Pa dajmo enkrat to preprečiti, Naj ljudje končnega zaupajo politikom. Ja. Prej ste omenili proteste, vstajnike, nevladne organizacije. V bistvu ti, recimo, če te nevladne organizacije upoštevamo kot, kako bi rekli, kot medgeneracijske centre same, da omogočajo to, da so že neki temelji, koga pa zdaj podpreti, katere nevladne organizacije zdaj podpreti, komu dati priložnost, mogoče novemu, komu dati denar. Veste kaj, to pri nevladnih organizacijah, jaz vidim stotine organizacij. Jaz ne vidim nobene take, ki bi morda v tem trenutku, koliko jaz poznam, da bi delovala proti koristi Slovenije. Ker v vsaki taki nevladni organizaciji se najde nekaj, recimo mladih ljudi ali pa tudi starejši, ki svoje interese pač želijo uresničiti. S tem nič ni narobe. In gledajte, tu je zdaj rešitev, je participativni proračun. Se pravi, če lahko mi 20% denarja za investicije kanaliziramo tako, da lahko ljudje sami izrazijo svoje želje.